Lep pozdrav vsi udeleženci letošnje postne akcije Prisluhni besedi. Um, Kot običajno smo se tudi tokrat zbrali tisti, ki smo to akcijo pripravili. Jaz, Rok, ki sem skrbel za tehniko, Metka je pripravila razmišljanja, Jožica je pa posodila svoj glas, da ste lahko tem razmišljanjem tudi prisluhnili. In Metka, naslov postne akcije je bil Oče, grešil sem. Zakaj? Lahko malo poveš o tej temi še? Ja, se mi zdi bistveno za nas, ki se vsako leto odločamo poslušati ta postna razmišljanja, ali pa smo letos prvič, da res pogledamo v svoje srce, kaj je v našem srcu, da se srečamo s svojo grešnostjo, s svojimi omejenostmi in prosimo Gospoda, da nam očisti naše srce, da bi se res znašli tako kot ta izgubljeni sin, ne? V očetovem objemu, in to si vsak želi v teh praznikih, ki jih sedaj praznujemo. Tako da upamo, da vam je res ta akcija pomagala, da ste se lahko pripravili na veliko noč. Pa bi vas, Jožica, vprašala, ko smo lahko v teh dneh, v tem postu poslušali vaš lep glas, prijeten glas, ko ste brali letošnja razmišljanja, kako so vam spregovorila? Mene so zelo nagovorila vsak dan sproti, moram reči, ravno zaradi že samega naslova. Oče, grešil sem, se pravi, da se zaveš svojih grehov, da tudi prikrite nekako poskušaš osvetliti in potem ta osvobajajoč objem očeta, ki ga vsi pričakujemo. In zelo mi je ganil stavek ene od pričevalk, ki je rekla, da je pri spovedi za pokoro rekel spovednik samo, da ste se, zahvalite Boga, da ste se vrnili nazaj. In to, da bi se morali večkrat javno opominjati, ker je odšlo od nas, in da se potem zavemo, da nam Bog odpušča, če nas srce obsoja, je Bog večji od našega srca. Vse to je bilo v teh razmišljanjih povedano. V letošnji akciji vas je sodelovalo skoraj 1300. To pomeni, da smo v teh 47 dneh poslali okrog 60 000 mailov. In smo zelo veseli tudi, ko vidimo, da vas veliko dejansko tudi prisluhne tem razmišljanjem in da vas tako lahko Božja beseda nagovarja. Zato bomo zelo hvaležni, če boste izpolnili tole anketo, spletno anketo, ki vam jo pošiljamo, ker so nam vaši odzivi zelo dragoceni. Vas pa že vabimo, da boste se prijavili na naslednjo binkoštno akcijo, ki bo od 30. maja do 7. junija. Poletna pa se bo začela 15. junija in boste lahko odlomke z Božjo besedo poslušali vso poletje. Če pa bi se kdo želel pridružiti malemu občestvu Eklezija ali pa malo več svedeti o tem, pa naj kar piše na mail eklezija@svetopismo.si. Ok, zdaj pa samo še hvala vam še enkrat za to, da ste se udeležili te akcije, da smo lahko skupaj hodili skozi postni čas. Hvala vsem, ki ste z molitvijo podprli nastanek in izvedbo te akcije, in tudi vsem, ki ste med akcijo darovali za to, da bi lahko beseda prišla še do več ljudi. Tisti, ki bi še želeli darovati, imate spodaj tudi eno QR kodo, prek katere lahko nakažete svoj dar ali pa obiščete našo spletno stran in tam darujete. Zdaj pa vam želimo samo še res blagoslovljeno veliko noč. Kristus je vstal in naj živi tudi v vašem življenju. Veselo veliko noč. Vesela, aleluja.